Lep pozdrav, dober dan vsem. Hvala na tako lepem odzivu. Najprej velika hvala gospe Agici Koše, stalni spremljevalki pohorskih pravljic, za tako lepe uvodne prebrane besede, ki so nas ponesle že takoj v ta čudoviti svet pohorskega bajeslovja. Prav tako velika hvala Mariborski knjižnici. Mariborska knjižnica že desetletja jemlje pravljico zelo resno, za svojimi izvodi, za svojim pripovedništvom, pravljičnimi večeri, simpoziji in pravljičnimi dnevi, pravzaprav skrbi in neguje pravljico za nas in za naše zanamce. Uvodoma sem izbrskal enominutni film, ki ga je posnel Slovenski etnografski muzej, se pravi takrat še v okviru etnološke fakultete. Je edini videozapis, ki ostaja in se vsaj malo približa temu mitološkemu mogoče momentu, ki ga več na Pohorju ni. Prosim, če daš. Na robu spodnjega Doliča stoji lesena koča laškega posebneža Karla Denovnika, ki trdi, da zna začarati tudi vreme. Ob hiši, kriti z lesenimi škodami, ga čaka ekipa Slovenskega etnografskega muzeja. Marija Makarovič ga sprašuje o čaranju in beleži njegove duhovite odgovore. Bliža se nevihta, zato naš čarodej pokaže, kako je lahko prežene. V črnem večernem loncu zakuri čarodejni ogenj. Z njim nato kadi na vse strani, da bi pregnal nevihto, grob in točko. Tako, ta globoka sporočilnost, če jo lahko nadaljujem, ki jo izraža ta edini ohranjeni video nekega daljnega obdobja, kjer je človek drugače živel, bi najlepše jih pravzaprav opisal z naslednjimi besedami. Nevidna vez, ki nam približa preteklost in naše prednike, je prav gotovo najlepše ohranjena v obliki ustnega izročila, ki je do nedavnega bila zavedno ali nezavedno zasidrana globoko med prebivalci pohorske kulturne krajine. In prav ta tradicionalnost vsakdanjega življenja je nekoč imela veliko večjo vlogo. Ljudje so namreč v preteklosti bili popolnoma odvisni od narave, čutili so se, da v nje, razumeli so jo bolje in se v strahu pred njeno močjo tudi dejansko bali. Nevsakdanje nerazumljive dogodke so si pod vplivom katoliške vere, predkrščanskih izročil in podobno razlagali po svoje. Odgovore so iskali mitologiji in vraževerju. Moderna doba, predvsem v povojnem obdobju, je kot meč zarezala tudi v ta del naše neprecenljive dediščine in jo tako pustošila, da je danes zelo težko sledimo njeni pristnosti, njeni originalnosti in njeni izpovednosti. Na srečo so nekateri posamezniki uspeli vse malo ohraniti. Video posnetek, ki smo ga videli, ki smo ga si ogledali, ste videli, da je imel ta gospod v rokah eno posodo. Z velikim veseljem povem, da je bila ta posoda pred 3 meseci odkrita pri enemu izmed zbirateljev v Spodnjem Doliču, se pravi med Vitanjem in Mislinjo, in je pripravljen tudi dati na svojo razstavo, ki jo pripravlja nekje v začetku naslednjega leta. Tako da izročilo gre naprej. Kot rečeno, se bomo danes sicer ukvarjali z Schlosserjem, pa mogoče čisto v stilu uvoda še, kdo se je ukvarjal z pravljico Pohorja. Pravzaprav so bili tole redki literati, če povzamemo pod črto. Najprej seveda treba meniti Jožeta Tomažiča, njegove pohorske pravljice, pripovedi, legende in podobno. In Josipa Brinara, ki je s celotno Pohorje velja za avtorja najbolj tradicionalne oblike pravljične knjige. Ali redki pa poznajo pravzaprav Pavla Schlosserja, ki je zapisal pravzaprav že desetletja pred tema dvema avtorjema zgodbe iz pohorskih vzhodnih obronkov, nekje zamejeno med Framom do Ruš, torej našega širšega mariborskega okrožja.
In kdo je pravzaprav bil Pavel Schlosser? Zgodovinske raziskave o njegovem življenju nam kaže zelo, zelo redke drobtinice, se pravi so skope. Tudi turbulentni čas med Prvo svetovno vojno in Drugo svetovno vojno je nekako pripomogel k temu, da je bil Schlosser kmalu pozabljen in v precejšnji meri tudi kasneje v slovenskem prostoru zanikan. Rodil se je leta 1876 v Budimpešti. Odločil se je za vojaški poklic, v Dunajskem Novem mestu je obiskoval kadetnico in se je začel za vojaškega kartografa. Kar hitro je bil premeščen v Gorico, odtod pa v Maribor, kjer je najprej kot kartograf, kasneje pa kot mlad oficir deloval praktično vse svoje življenje. Tekom svoje službe je seveda spoznaval mesto, Pohorje, te ljudi tukaj in kot entuzijast nekega romantičnega, polihistoričnega pristopa k metodologiji raziskovanja se je blazno zanimal predvsem za arheologijo, prazgodovino, srednji vek, tudi geografijo, drevesnih vrstah, predvsem pa o ljudskih povestih, ki jih je zbiral tako po Pohorju, kot tudi po našem mestu. Iz tega zanimanja za to kartografijo in topografsko znanost je posnel pohorsko prazgodovinska gradišča za Dunajsko akademijo znanosti ter hkrati študiral historično topografijo Maribora. Objavljal je svoje študije v člankih, znanstvenih, poljudnih revijah, pa tudi časopisih. In mogoče najbolj zanimiva, da izpostavimo, je mogoče, ko se zgodovinar sreča z zgodovino našega mesta, ne more mimo Schlosserja. On je bil prvi, ki je poleg Pufa in redkih posameznikov začel opisovati bolj sistematično naše mesto. Predvsem tukaj govorimo, če da še naprej, pa še eno. Recimo o njegovem delu Aus den Turken und Franzosenzeit, se pravi o Turkih in francoskih časih. Naše mesto do takrat je pravzaprav poznalo le legende o temu. Le Schlosser se pa tega lotil malo bolj podrobno. Njegov članek je sila berljiv, sicer v nemščini, se uporablja ta romantični pristop še zgodovinski, se pravi, to je zgodovina 19. stoletja. Opisuje zelo pragmatično stanje tistega časa, uvodoma seveda strokovno in tudi z strokovnimi podlagami, a se kar hitro presedla na anekdote, na videnja, na neke stvari, ki so v tistem času spominjale ljudi na turški čas v našem mestu. Tukaj imamo na sliki karto, v nemščini piše svetega Lovrenca Turški zid. Pravzaprav gre za turške klaustre med Smolnikom in Falo. Na današnje stanje niti približno ni takšno, kot je videno na tej sliki. Od globokerega vrha do reke Drave je namreč potekalo čudovito veliko obzidje, ki je po eni izmed pravljic, ki je tudi zapiše Schlosser v tej zgodbi, v tej knjigi, v tem članku, da so Rošani pravzaprav varovali svoje življenja ravno s pomočjo tega zidu. Še naslednjo. Podobno je tudi z knjigo oziroma člankom o Francozih, ki so hodili tot okrog, pa vendar so v manjših ekipah kot pravzaprav Turki. In iz tistega časa v njegovi knjigi opisuje Schlosser dve zelo posrečeni anekdoti. Prva anekdota je o gospodu Habjančiču, mesarju in takemu, on ga imenuje Špasvoglu iz Hoč, pri katerem so nekega zimskega dne hoteli prenočiti francoski vojaki. In tako, kot je bil navihan, je zakuril v peči samo sveče, da so dajale sijaj, medtem ko pa je Francoze zeblo.
In to je se ponavljala ta zgodba celo noč. Vsi premrzli Francozi so skozi gledali v peč, če gori, seveda sveče so dajale svetlovo, mrzlo pa je bilo toliko, da so kar se naslednji dan ne popajhali. Tudi druga zgodba govori o enem francoskem vojaku, ki se nekje pri hiši v okolici Hoč ustavi pri eni izmed žensk, ki je pometala pred hišo in zakriči na njo opsa. Seveda ženska tega ni razumela, kaj hoče povedati opsa, razumela kot hopsa. In ko se še naslednji zadrl, je začela seveda vsa prestrašena pred njim plesati, ne, kot hopsa. In tako se plesala, seveda ta čuden vojak, mislim čuden prizor, ki ga je videl vojak pred seboj, še bolj se je zgrozil, ko se je temu plesu pridružila tudi njena hčera, ne. Ni mogel razumeti, tako da je pol razjahal konja in šel po oves za konja, ne, opsa, ne, narobe razumeli, ne, tako. V knjigi o Turkih v mestu Schlosser trdi, da je prvi zapisal zgodbo in da prvič sliši zgodbo, danes je poznamo zgodba o čevljarčku, ki reši mesto. Pa vendar temu ni tako, on pravi, da so mu povedali otroci ene izmed šol, da je to bil vincer Burše, ne? Se pravi, da je bil viničarjev hlapec ali karkoli, da naj bi bil mladi viničar, ki je rešil mesto. Tako da ne, tekom zgodbe, tekom kasnejšega dogajanja, ne vem, kdaj preide to sicer v čevljarčka ali krojačka in tako naprej, ampak smo že našli ene korenine pri Schlosserju, ki so pravzaprav čisto pozabljene, ne. Naslednjo njegovo veliko delo je Marburg Kathedrale als Festung, kjer se loti arhitekture mestnega obzidja in začetkov srednjeveškega mesta. Kot vidimo, to so njegove slike v študiji. Na levi strani imamo Dravska vrata, Koroška vrata, zgori vodni stolp in gori Grajska vrata pri gradu. Naslednjo, prosim. Opisuje celoten načrt, izdelal je celoten načrt mesta, preštudiral gradnjo obzidja in nekako zamejil mesto, kako je potekalo srednjeveško obzidje in kasneje seveda, kako so ga prenavljali v novem veku. Njegovo naslednje delo, ki se že približuje pravljicam, je pa Der Sagenkreis der Postela. 1912. leta Muzejsko društvo v Mariboru izda njegovo knjigo pošteljskih zgodb. To je pravzaprav prva sistematično zbrana zbirka kakršnih koli zgodb mariborskega področja. In je danes seveda za različne znanstvene pristope še vedno neprecenljive vrednosti. Zakaj je do tega prišlo, kako je on odkril Poštelo, nam govori arheologija. Arheologija, ki jo je on vzljubil skupaj z graškim profesorjem Ferkom, ki je raziskoval pošteljsko gradišče. Schlosser pa, poleg dobrega risarja, ki mu je pomagal, je tudi sam odkril to žilo raziskovanja naše preteklosti. Na sliki, ki jo je narisal, je hiša na Habakuku. Pravi, tako je takrat izgledalo tam. Bila ena ali dve hiši in en križ, tam so danes gomilna grobišča. No, leta 1930 pa že pripravi in ponudi zgodovinskemu društvu Maribor rokopis pohorskih pripovedk. Pa vendar, zgodovinsko društvo se takrat zaradi različnih vzrokov obotavljalo izdati oziroma prevesti te pravljice v slovenščino, kakorkoli v nemščino. In zaradi tega stanja, pa tudi teh vojaške agresije kasneje, do tega nikoli ni prišlo. Čemu je to botrovalo, pravzaprav ne bomo izvedeli, pojasnjujejo nam nekateri vidni avtorji, med njimi Janko Glazer, ki je bil takrat delno tudi urednik izdaje ČZN-ja pri zgodovinskem društvu Maribor. A on pravi, se pravi, opravičuje ne izdajo knjige, se pravi spet z pomanjkanjem financ, predvsem pa z dvomom v Schlosserja in njegovem dejanskem poznavanju Pohorja, pohorskih zgodb in samega lociranja. Pri
današnjem branju Schlosserja vidimo, da se Schlosser nikakor ni motil, zagotovo je kje naredil napako, tako kot vsak zapisovalec, ki ne razume dobro slovenščine, pa vendar mislim, da vsaka zgodba, ki jo ima noter, jo lahko tudi dokaže se, če govori o prostoru, ki je, da je dejansko tam. Njegovi rokopisi so tako izginili, neznano kam, skupaj z samim Pavlom Schlosserjem, ki je odšel živeti verjetno v Gradec. Po drugi svetovni vojni, ko je bila restitucija študijske knjižnice nazaj v Maribor, teh zapiskov njegovih niso dobili. Tudi sam Schlosser jih več ni imel pri sebi, tako razlaga Janko Glazer in Milko Matičev. Pa vendar se nekje v 50 letih očitno to nekje najde in to v Etnološkem muzeju na Dunaju. In Etnološki muzej na Dunaju leta 1956 pod Schlosserjevim pravzaprav okriljem še takrat izda njegovo knjigo. Pa vendar posthumno, ker je Schlosser pol leta predtem že umrl. No, izdana knjiga leta 1956, to je ta, z zgodovinskim uvodom, ki je v prevodu knjige izpuščen, saj gre za pravzaprav en v zgodovinskem času današnjega stanja za sila nepomembne stvari. Zelo močno je Leopold Schmidt kot uvodnik napisal politično zvišenost do prostora in nič kaj neznanstvenega. In sama knjiga je preživela pri nas blazno grde recenzije. Ne kot sama vsebina, ampak zakaj so izdali to Avstrijci, zakaj so izdali v popačeni nemščini, ki je Schlosser nikoli ni zapisoval, zakaj so uporabljali nemške besede pri priimkih, pri imenovanjih nekih toponimov in tako naprej, ki jih zagotovo Schlosser nikoli ni omenjal. Pravzaprav je ta knjiga, ta izdaja hitro potonila v pozabo. Če še danes gledamo, je knjiga na razpolago v celotni Sloveniji v originalu, ne vem, če je 5 izvodov, kar je velika sramota. Še pred časom, mogoče pred 20 leti, mislim, da si jo dobil samo vnuku za domov. Seveda, Schlosserja se je nehalo omenjati v navezavi s Pohorjem, navezavi s pohorsko pravljico in šlo se je še celo več od tega. Pod njegove zgodbe so začeli podpisovati drugi avtorji. To je zelo malo krat omenjeno ali malo znano, da je pravzaprav Zlati krompir od Oskarja Hudalesa en velik plagiat te knjige. Ne v celoti, pa seveda v slovenskem jeziku, vendar se je Hudales podpisal pod drugim avtorstvom. Podobna zgodba tudi o Franju Čičku in zgodbah o Pošteli, kjer sledimo eno dobesedne prevode, nekaj svojih slišanj, ki jih je zraven dopolnil in podobno tudi še predtem seveda pri Jožetu Tomažiču, ki pa je Schlosserovo zgodbo literarno povzel, tako da ni nujno, da je vzel od njega, lahko da je tudi slišal tako kot Schlosser od domačinov. Sam sem se prvič za to knjigo srečal nekje v poznih 90 letih, ko sem se prvič malo bolj tekom študija resno lotil raziskovanja Pohorja, pohorskega bajeslovja. Naenkrat seveda prideš do arheoloških pisanih virov, kjer Stanko Pahič na veliko omenja Schlosserjeve predispozicije na podlagi zgodbe, kje so potencialna arheološka najdišča. In njegova najbolj znana zgodba, ki me je seveda pritegnila, je zgodba Stari Maribor. En čisto kratek odlomek, ki nam bo služil za naprejšnjo izhodišče. Po legendi naj bi Staro Radvanje še pred turškimi časi ležalo okrog 600 korakov severovzhodno današnje Lege. Te okoliščine so bile torej ugodne za nastanek legend o pogreznjenem mestu, ki se po nekaterem izročilu imenuje kar Stari Maribor.
Okrog leta 1850 naj bi bila v gozdu še drevesa, kjer naj bi nekoč stal cerkveni zvonik pogreznjenega mesta. Stari Maribor ali staro mesto imenuje tudi rimski Maribor ali rimsko mesto. In v tem mestu so mokri travniki, iz katere globine naj bi se med drugim slišalo zvonjenje. Po travnikah so večkrat videli poskakovati rdečkasto rumeno svetlobo, ki je ni bilo mogoče ujeti, to naj bi bile duše ubogih. Če se vrnemo nazaj na stavek, staro Radvanje, staro mesto, še pred turškimi časi, severovzhodno, 600 korakov severovzhodno današnje Lege. Kaj opisuje? Današnja arheološka slika se zelo približa Schlosserjevemu zapisu. Že prvo, predturški časi opisujejo v ljudskem prepovedništvu čas zgodnega srednjega veka ali še pred njim. Pravi, to je tista kontinuiteta zavedanja prostora, v katerem so ljudje živeli. V Radvanju se v 80. letih odkrila vila rustika, rimska podeželska vila, znotraj nje pa grobovi, ostanki, okosti slovanskega izvora, nekje med 10. in 11. stoletjem datirano. Ta podatek, sključno s podatkom prvega omembe Radvanja, se pravi konec 11. stoletja, nam daje eno jasno podobo, ki jo preko pravljice človek v tem prostoru gojil pravzaprav skoraj do današnjih dni. Radvanje je tudi svoj prvi omembi opisuje kot Oppidum Radevan, Radevan kot izvor nekega slovanskega plemstva ali velikaša, ki je na tem področju živel, Oppidum pa kot eno odtrjen kraj, kjer so pač živeli ljudje, ne nujno grad. In ravno v tem, to je skrito v teh Schlosserjevih zgodbah, ki je kar nekaj takšnih, ki so podlaga za nadaljno kakršnokoli zgodovinsko ali arheološko raziskavo ali mogoče kot eno lepo potrditev stanja. Najlepši primer seveda je gradišče Poštela z okoliškimi gomilami. Od ostalih pohorskih pravljičarov se Schlosser razlikuje ravno v tem. Ne opisuje v literarnem smislu kakršnikoli presežek, nekaj malega sicer ja, ampak vse ostalo so pravzaprav malo širše opisani dogodki, lokacije, potrjeno z pričevalci, kmeti, kje je kdaj kaj koga strašilo, kje se kaj zgodilo, kje je pravzaprav ena ljudska zavest zelo močna. Več kot je enih zgodb koncentriranih na enem mestu, večja možnost za eno zgodovinsko ozadje našega lokacije. No, jaz tudi sam sem po tem Schlosserjevem vzoru zelo rad posegal po tej metodologiji. Pred leti sem opravljal terensko delo na Bistriškem pohorju, nad Slovensko Bistrico, v vasi, Jurišni vasi. Spoprijateljil sem se z enim izmed bližnjih domačinov, ki je mi po velikih mukah le povedal, oziroma privolil, da mi bo povedal točno na njegovem območju, kjer živi, kje je kaj takšnega, kjer je časih strašilo ali je časih dokaj videl in tako podobno. In prvo so se odpravila v Rakitje. Že ime Rakev, Rakitje je dalo malo vedeti, da je to sila zanimiva lokacija. Sam prostor ni kaj posebnega, gre za potok in eno pot, ki gre v gozd in proti travnikom. In pravi, da ob tem potoku in naprej grejo čarovnice, da vidna divja jaga, da so vidni modri plameni, pa da zlato gori. In če ga lahko citiram, da si plamene lahko videl, si moral biti za to rojen. Kaj pa misliš? Če si denar našel, si pa kuj čez eno leto vmr. Ja. Zdaj, kje je tukaj zgodovinska podlaga te lokacije? Zelo zanimivo. Gre se za Ajdov travnik, na katerem je bilo nedolgo
verjetno pred nastankom te zgodbe ali pa tudi ne, najdena ogromen rimski nagrobnik. Če daš naprej, prosim. Še eno, pa še, ker smo malo zamudili. Evo ga, ta nagrobna plošča v Jurišni vasi, danes je v muzeju v Gradcu. Je zelo zanimiva, ker je gor ena sistematizacija, en rodovnik, ene rimske družine, oziroma keltske družine, ki tekom časa se romanizira. Gre za zelo dobro zadevo. Gor je tudi omenjen verjetno najstarejši pohorc takrat živel, Excingomar, ki je doživel 100 let. Zdaj, kaj je zanimivo? Poleg tega, te lokacije je zanimivo to, da se vas sama imenuje Turiška vas, sosednji hrib pa Turški Britov. Se pravi, tako kot prišlo se prej, pred turški časi, zelo jasno naznanjajo, da je ta prostor zelo bogato, a pa pravzaprav nabit za eno zgodovinsko izpovednostjo, ki jo bo dokazala šele ena topografija, konkretno iz strani arheologov in zgodovinarjev. No, seveda z njimi sem šel še naprej po Pohorju in ena izmed zanimivih lokacij je tudi bila pri nekje med Modričem in Malimi Tinjami, pa nima toliko veze, gre se za Juhartove Jeruzale, ob enem vingarju, poglobljena kot ena jama, v katerem so po pričevanju tega gospoda živele vile, ki so bližnjemu kmetu Juhartu povedale, kdaj more saditi krompir. Ta je zelo znana zgodba z Pohorja, marsikateri otrok jo pozna. In tukaj je lokacija, kjer so tudi živele. Tega noben ni vedel doprej in tudi mislim, da arheoloških raziskav tukaj še ni bilo. Pol smo šla tudi naprej in mi je pokazal, koliko verjame Pohorci v različne skale. Tudi Šloser jih opisuje noter. Je povedal, tukaj je skala, kjer si hudič kremplje brusi vsak večer in so vidne razpoke. Pol je skala, ki te zvabi do tega, da se zgubiš. Pol je skala, kjer ne smeš italijansko klet, ker če italijansko kleješ, nikoli ne priješ živ domov. Tako je razlaga Pohorja. Pokazal mi tudi eno izmed poti, ki je bil še on trdno prepričan, tako kot me pravi stari oče, da tudi on videl, da so tam potovale čarovnice, da so po noči videli, kako hodijo čarovnice. Zgodovinska slika za to potjo je danes jasno dokazljiva. Gre za prastaro pot, ki vodi med Jurišno vasjo oziroma med Turiško vasjo proti Ančnikovem gradišču. Gre za staro pot, ki so verjetno uporabljali v rimskem, v srednjem veku pa zagotovo času. Ne? Pravzaprav je Šloser lahko navdih za marsikaterega raziskovalca še danes. Ogromno teh anekdot, ki jih črpa bodisi turizem ali kakršnekoli podobne panoge, potrebuje konstantno nove zalogaje, malenkosti teh detajlov, ki lahko nas naredijo veliko bolj posebne oziroma veliko bolj privlačne in originalne. Knjiga je šla leta 2015 z najboljšim možnim prevodom. Zavedamo se, da ta prevod ni najbolj pesniški, tako kot tudi Šloser ni bil najbolj pesniški. Oblikoval je fantastično gospod Vencel za Studia Milimeter in mislim, da je knjigi dodal en tak lepo noto umetnosti. Takšno, kot si bi jo tudi Šloser verjetno želel. Jaz bi zaključil, da ne bi bil predolgi, pa bi prosil Agico, da pove zdaj nekaj, oziroma eno zgodbo v narečju pohorskem. Zdaj, verjamete v coprnice? Skoraj da morate verjeti. To se zdaj ne sliši, ne? Ampak vi me slišite vredo, ne? Vredo, drugače bodo pa coprnice pomagale, ne? Wow. Dobro. Zdaj tak je bilo. No. Enkrat je bil en muzikant. Je pa, vajte, hojdo tak z ene špelereje na drugo
pol po noči pa zmeram domov. Pa zmeram se mu nekaj zgodilo. Pa zdaj, če je bil čist rajzik ali ni, vajte, to pa ni navaj. No, je enkrat šel domov, pa gre tak po goši, pa naenkrat nekaj zašumej tako koljega. Pogleda, pa so bile coprnice. Se je zistrošil. One pa tako so ga zagledale, so ga takle dvignale pod vsako pazduho, so ga dvignale v luft, pa ga odpeljale seboj. Pa so leteli tak po lufti, pa čez en cet so se spustili na eno tako veliko pa široko jaso. Tam je bila pa tu ena lepa. Zdaj, njega so postele gor na lepo, pa so mu zapovedali, da mora špeljati. Zdaj, ko je hvato? Važde, je vzel tisto harmoniko, pa špejlo na mrlevi veže. One pa plesale. Pa kak so plesale, vam povem. Pa tak, če si dobro pogledal, tako bile enčinko smajšane, vajte. No, čez en cet, ko je tak špejlo, je pa svajde groto gladan. Je pa rekel, da je čiza stam, pa tu ne bo špejlo. Da je ninkamo pa marjo dati za jest. One pa lentik, tako so bile, so pa hitro prinesle pamno hrane. Bilo je temno, ničajs ne vejdo. Ali ko je koštuvo, vam povem, vse je bilo strašno dobro. Peje jajdo, še en kul tak, kot tudi večer. Pol, ko se pa najajdo, pa druč pejlo, one pa druč plesale. Pol so se pa tudi ga plavca navelečale, ga druč dvignale, tekle pod pazduho, pa ga nesle naprej. Pa prejdejo do ene toke velike ledajne ploskve. Ga postejo dal, je bilo strašno mrzlo. Ali tako je špejlo, mu pa to je vroče grotalo. Pa on špejla, one plešejo, si jih pa tako gleduvo, tako jih je gledal, tako zelo jaz vas. Vajte, je gleda, pa najmanjalo dolgo je točno videl, kjera ženska z njegove vesi zelo tule pleše. Ženske pa tuj, ko so vedle, da jih je prepozno, so pa rekle, da če bo kulčke povedal, da ga bojo zgroble, pa to zdaj, ko vam povedala, to je, meni se zdaj strašno, no. Vajte, da ga bojo zgroble, pa da mu bojo jezik ven spejpale, pa da ne bo mogel en kul več ničaj spovedati. Seveda se je strašil, oblobo, da ne bo en kul ničaj spovedal. Pa druč špejla na mejle veže, užne pa plešejo. Ne moram se pomagati, ko je vojnim, kak plešejo. Une pa plešejo, ali tako bi odrizal, vam povem, so pa zgajnale. Pa naj bilo nobene in kjer več. Je čist sam osto na tisti ledajni površini. Bega zeblo. Vam povem, da bojde celo namč, takle v krogi laufu okul, da so mu pod ploti topli ostali, da ne zmrzno. Pol pa drugo jutro se pa le tako zasvetalo, teda pa tako se okulo gleda, plavc je bil čist neki črn. Še en kul naj bil na tutem plavci, vam povem. Ničajs naj videl nikodi nikam, pa si mislil, nič, zdaj se vam narta parvo na jajdo, pol pa že nikak ne do pot domov. Pa seže na dvoržet, on potegne, pa zdaj jaz vas prošam, ko mislite, ko je imel v roki? Kar povajte, ko mislite? Naj bilo zlato, naj bilo. Ko pol bi čez 1 lito v mar. Vajte, ko je bilo. Je bil konjski, pa kravji, pa ko je že svinjski gnoj. Si mislim, da mu je maglo kar slabo grotati, ko se je zreto, kak je tal po noči na veliko jajdo. Pa kak dobro mu je bilo. Tak je bojde tal bilo.